Skratka, kot je rekla že Tina, prihajam iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kjer se ukvarjamo z varovanjem nepremične stavbne dediščine, kamor sodi tudi Vodnikova domačija. Tina je omenila tudi, da je to predavanje v sklopu neke širše raziskave o zgodovini Vodnikove domačije. Žal doslej z arhivskimi podatki nisem bila precej uspešna. Sicer v Zgodovinskem arhivu Ljubljana in pa v Arhivu Republike Slovenije vlada neka praznina na tem področju, tako da upam, da v prihodnje ob pripravi publikacije in širitve razstave dobimo kaj več podatkov, da bo malo bolj uspešno. Zato sem današnje predavanje zastavila malo bolj v širšem kontekstu časa in prostora, ko se je vodnik tu rodil in pa kasneje, oziroma začela bom z arheologijo in antiko, toliko, da umestimo ta prostor tudi v ta čas rimske Emone, ki jo vidimo na desni strani v neki 3D simulaciji in pa na levi na podlagi današnjega stanja mesta Ljubljane. Na obeh kartah vidimo 3 vpadnice glavne v mesto in zahodna oziroma na tej sliki severna vpadnica ima v zgornjem delu, to vidite na levi in na desni strani, odvod proti Gorenjski. To je del Gosposvetske ceste, kjer so pred leti potekala izkopavanja arheološka. Tako kot je značilno za rimski čas, so tudi tu našli pokopane Rimljane ob cesti, vse do rimske vile ob Koseškem bajerju, ki je bila najdena tudi nekaj let nazaj. Torej izpričana je preteklost Rimljanov vse od mesta proti Gorenjski do Koses. Najdbe so od nagrobnikov do rimskih kamnov, ki so nekatere izmed njih vzidane v fasado cerkve svetega Jerneja v Spodnji Šiški, razne manjše grobne najdbe. Izpričano je pa tudi, da je v letu 1701 septembra je bil v Zgornji Šiški najden rimski kamen, ki pa je celo vzidan v ljubljansko stolnico. Naslednja katastrska podlaga je sicer iz leta 1826, izbrala pa sem jo zato, ker so na njej dobro razvidne progaste parcele, ki so značilne za čas druge kolonizacije, ki je potekala med 10. in 12. stoletjem. V tem obdobju so krčili in izsuševali ravninske predele. Sicer zgornja fotografija v levem kotu je precej kasnejša, je iz 60. let 20. stoletja, nekje tle, kjer je blizu Koses posneta, je pa pridana zemljevidu zato, ker se ta progasta delitev še vedno sorazmerno dobro vidi. Naslednji barvit, slikovit prikaz mesta Ljubljane je iz leta 1744. Izbrala sem ga zato, da se v bistvu vidi, kako malo je bila takrat ožje srednjeveško mesto Ljubljano poseljeno, kar pomeni, da dlje stran od Ljubljane so bila zgolj polja, travniki in tudi Spodnja in Zgornja Šiška, kar vidimo na izseku desno od zemljevida, sta bile zgolj vasi. Spodnja Šiška je bila že zgodovinsko vedno bolj vezana na mesto Ljubljana, medtem ko Zgornja Šiška se je usmerjala proti Gorenjski in je bila vezana na šentviški okraj. Ta upodobitev je del prejšnjega zemljevida, se pa lepo plastično vidi, kakšne so bile stavbe v času, približno času rojstva Valentina Vodnika na tej domačiji. Seveda to so mestne hiše, vaške hiše so bile precej bolj skromne, krite slamo, pritlične, polzidane in pol lesene. Ta prikaz je iz konca 18. stoletja, se pravi, če se zdaj usmerimo nazaj na to domačijo, kjer smo danes, vemo, da je Vodnikovo rojstno hišo leta 1736 kupil Vodnikov ded Jurij. Sicer njihov rod izhaja iz Šentjakoba ob Savi, vendar se je njegov ded leta 1725 poročil v Šentvid pri Ljubljani in ko je 1736 kupil to hišo oziroma to domačijo, je
z njo prinesel sem tudi hišno ime Prižibrt. Ali je bila v tem času že prisotna gostilniška obrt, zaenkrat nismo našli podatka, sigurno pa je bila od takrat, ko je tu gospodoval njegov ded, gostilna. Ded se je namreč ukvarjal tudi s kmetijstvom, prekupčevanjem in pač vsemi posli, ki so bili značilni za ta čas. Na tistih njivah, če se spomnite prejšnje fotografije nazaj, to pač ni kataster, zato niso tako natančno na parcele označene, ampak na tistih njivah so rasli repa, krompir, žita in to zvemo v bistvu iz časopisja ob kakšnih večjih nesrečah, ko je prišlo do škode in je bila ta popisana in se je potem nekako vedlo, kaj je tu raslo. Kar je pa zanimivo, je pa, da so bila tukaj tudi obsežna polja lanu. Kasneje, ko Vodnikovo domačijo prevzame Jakob Matjan, se pravi 1861, ko umre zadnji potomec Vodnika, se ve, da je paviljon, ki stoji na dvorišču hiše, bil v uporabi tudi za spravilo tega platna, ker je pač Matjan z njim trgoval. Na tem zemljevidu je sicer Vodnikova domačija bi mogla biti tlele narisana, zakaj do tega zamika prišlo, ne vem. Če ste pozorni, vidite tlele modro zaplato, kar je verjetno ribnik oziroma Vodnikova luža, kasneje Galetov bajer, kjer se je Vodnik tam nekje, Vodnik je namreč na domačiji živel samo v zgodnjem otroštvu, se pravi tam nekje do 8. ali 12. leta, potem pa je odšel v šole, kar je značilno za ta čas za otroke, ki so jih dali v šole. In v svojem življenjepisu iz leta 1795 pove, da je ta kratek čas, ki ga je preživel v Šiški, brezskrbno preživljal tudi ob drsanju na tem bajerju. Ta objekt je Galetov grad, tisti, ki ste iz Šiške, veste, da še vedno stoji. Nekoč, sredi 18. stoletja, je bila to v bistvu skromna kajža, ki jo pa nemški baron Tauferen prezida v dvorec. Na kasnejših zemljevidih bomo videli, da se poveča s posestjo na drugo stran še z ogromnim formalno urejenim vrtom in drevoredom do Celovške ceste. V tem območju tudi ni dobro razvidno, ker to so pač neke vojaške karte v drugačnih merilih narisane, je pa tudi dvorec Jama. Po dvorcu Jama se je ta predel Šiške imenoval Na jami in tudi Vodnik v tem omenjenem življenjepisu pove točno, kdaj se je rodil in pove, da se je rodil v Zgornji Šiški na Jami. Na naslednji karti, ki je mogoče še manj brljiva kot prejšnja, sem s puščico označila, tle se že vidi ta zasnova Vodnikove domačije, kot jo poznamo danes, se pravi hiša prečno na cesto, tudi nasploh je bilo za to vaško okolje značilno, da so bile hiše s krajšo fasado postavljene ob cesto. Njihove kmetijske posesti pa so se razširjale, se pravi v progah do Celovške ceste. Rožnik v tem času, sicer se na tej karti ne vidi, bomo pa videli na eni izmed kasnejših, je predpreden z utrdbami, ki so sicer rahlo zaznavne, to so francoske vojaške utrdbe iz časa Ilirskih provinc. Še vedno vidimo tle dvorec Jama z ogromnim vrtom in pa Galetov dvorec z ogromnim vrtom in dvorednim drevoredom do Celovške ceste. Vidimo, da poselitev še ni gosta v primerjavi z današnjim stanjem, ampak z vsakim desetletjem seveda je bilo hiš več in vedno bolj je postajala predvsem Spodnja Šiška, kasneje pa tudi Zgornja Šiška, predmestje mesta. To je konec 19. stoletja, zdaj vemo, da je Vodnik umrl 1819 v Ljubljani, ampak v tem času še vedno nekako je to desetletje ali pa celo več kot desetletje, nekaj desetletij, v njegov spomin na tej hiši letno
praznujejo njegov rojstni dan oziroma se vrstijo slavja v počastitev njegovega imena. Kljub temu, da vemo, kot že prej rečeno, da je domačijo kupil 1861 Jakub Matjan, namreč ko 1861 umre zadnji vodnikov potomec, se vdova, ki je bila prej z njim poročena, poroči z Jakobom Matjanom, ki pride iz Šentvida, ampak glede na vse ostale vire v časopisju in arhivske vire je izkazano, da se je pač rojstni dan, kljub njegov rojstni dan oziroma slavja v njegovo počastitev so se vrstila vse do prvih 20 let 20. stoletja in očitno še danes, do danes. Ta kataster je najbolj v bistvu podoben današnji situaciji, kar se tiče tega ožjega območja Vodnikove domačije, sicer je seveda vse to, kar vidite zelenega in rjavega danes poseljeno, gosta pozidava, predvsem v 60-ih, ko zraste bolnica Petra Držaja na mestu nekdanjega dvorca Jame in pa osnovna šola in vsa blokovska ureditev okrog tega dela, vendar situacija Vodnikove domačije z rojstno hišo in gospodarskim poslopjem je praktično ista. Kar nas bega ta objekt kvadratnega tlorisa, ki je prisoten tudi že na prejšnjih historičnih kartah. Morda je bil to prvotni vrtni paviljon. Nikjer doslej v arhivu nismo našli podatka, kaj bo ne predstavljal. Glede na lokacijo je pa definitivno, da na vseh fotografijah iz 20. stoletja ga ne vidimo. Je pa res, kar bomo potem kasneje videli, da so vse fotografije posnete iz te strani, tako da zadnje strani ponovadi ne vidimo, na fotografijah razberemo samo kakšen del gospodarskega poslopja, ki je pripadal. Ta hiša, ki se pa nadaljuje, na kateri je številka 44 v tem nizu gospodarskega poslopja, je pa še vedno tu. Tisti, ki hodite mimo, jo lahko vidite in v bistvu je sočasna z, kot vidite na tem zemljevidu. Zanimivo je tudi, da se pač temu delu Rožniškega hriba reče Debeli hrib. Ponavadi vedno rečemo pač ga poznamo kot Šišenski hrib. In tudi tu se dobro vidi parcelacija v progah. Kar se tiče varovanja, je v tem ožjem območju okrog Vodnikove domačije nekaj historičnih stavb. Neposreden recimo vpliv na Vodnikovo življenje ali pa na čas, ko je bila tu Vodnikova gostilna Pržibert, je imel verjetno Galetov grad, ki je bil v neposredni bližini, in pa ta dvorec Jama, ki na tej karti nima zarisa, ker enostavno ga ni več. Hiša za vasjo pa Vila Vodnikova, ki sta severno, sta kasnejšega nastanka, prav tako posestvo Oblak, če ga poznate, medtem ko cerkev Svetega Jerneja v Šiški pa je seveda starodavna in mislim, da je bila prvič izpričana leta 1370, ko je bil tam podpisan tako imenovan Šišenski mir, ko Trst preide pod beneško vlado. Ta posnetek je Lidar posnetek, če ga poznate, predvsem ga uporabljajo arheologi. Umestila sem ga pa zato, ker je zanimivo, ker vse, kar smo prej videli, pa kar bomo še naprej videli, je dejansko vidno s prostim očesom, to so pa v bistvu strukture, ki so nevidne s prostim očesom, ki pač na podlagi reliefa in senc daje vtis o nekdanjih zgradbah, o nekdanjih strukturah v prostoru. Tako da to so recimo te prej videne na karti utrdbe iz časa Ilirskih provinc. Razvidne so tudi posamični tlorisi stavb, ki jih ni več, te blede sence, te, ki imajo pa obris, so pa še vedno prisotne. In zdaj, če kot zanimivost navedem še Brodkovo skakalnico, katere stolpci še vedno na Šišenskem hribu, se prav vidi ta trasa in iztek na Galetov travnik, kjer so skakalci takrat pristajali, se pravi, to govorimo pa o letu 1954. Ki
smo ga bomo kasneje malo več omenili na ta Galetov travnik, se pravi, to je Galetov grad, Galetov travnik, kjer bi naj bil ta bajer. Zdaj, ker sem že kar nekajkrat omenila dvorec Jana, sem priskrbela nekaj fotografij, oziroma prva izmed njih je Bakrores iz topografije Valvazorjeve, na kateri vidimo, da je imel obliko renesančnega dvorca v tem času. Glede na to, na dolžino obstoja, se je seveda gradbeno precej glede na rado. Tako z lastniki, ki so bili številni, in tudi glede na rado. Zdaj, prve te 3 fotografije zgornje, ki so najzgodnejše, so še recimo v času, ko je bilo to neko plemiško posestvo, na kar proti 30. že to odkupi Krekova gospodinjska šola, ki sicer ni dolgo bivala v teh prostorih, zaradi finančnih težav je bil grad oziroma dvorec prodan mariborskim šolskim nunam, ki so prav tako imeli tudi kuharske tečaje, v bistvu so v območju uredile angleški vrt, različne zelenjavne vrtove, čebernjak, in se pravi, življenje je bilo relativno pestro. Ker v bistvu na Vodnikovi domačiji gostilniška obrt vztrajala samo do leta 1930. Leta 1912 Matjan svojo gostilniško obrt preda oziroma proda Antonu Pogačniku in po letu 1930, ne vemo točno zdaj kdaj, ampak v tem obdobju do prve celostne prenove v 80-ih oziroma do leta 1979, ko se takratna mestna občina Ljubljana Šiška odloči za odkup, so v njej stanovanja, natančno 6 stanovanj. To je Galetov grad, ki se mi je zdelo tudi zanimivo ga predstaviti, ker je pač v primerjavi z ostalim stavbnim fondom v neposredni bližini na višjem nivoju. To je ta formalni vrt, ki sem ga prej omenjala. Izpostavila sem pa te fotografije, se pravi zaradi tega ribnika, ker tisti, ki ste domačini v Šiški, veste, da se ta voda, ki je na tej fotografiji spodaj levo, desno še vedno zadržuje na tem območju, sicer bolj v tem delu, sem jaz to naprejšnje, ne, tlele, ja. Se pravi, zdaj se voda, tisti, ki veste, zadržuje tle, obstaja pa verjetnost, da je bilo pač to celotni travnik zalit v času Vodnika ali pa kasneje. Ta fotografija z možakarjem v ospredju je iz leta 1937. To je pa karta iz leta 1924, zemljevid mesta Ljubljane, ki obsega tudi del spodnje in zgornje Šiške. V bistvu sem ga uvrstila v predavanje zato, ker se vidi, kako lepo mesto raste sicer na vse strani, ampak tudi proti temu območju, ki ga danes obravnavamo. To je pa edina fotografija, za katero se sklepa, da je nekje iz druge polovice 19. stoletja, na kateri dejansko vidimo zapis Vodnikova luža. Se pravi, fotografija desno, pa fotografija pod Vodnikovo lužo. Zaenkrat nisem uspela natančno uvrstiti, kje je. Tako, če kdo slučajno kaj ve, bo vesela namiga. Ta fotografija bi lahko bil iztek Vodnikove ceste, današnje Vodnikove ceste. Namreč ta cesta, ki pelje mimo Vodnikove domačije, je šele 1902 bila poimenovana po Vodniku. Prej je bila to Zgornja Šiška in naslov te hiše je bil Zgornja Šiška 17. Glede na tip stavb, ki jih vidimo potem v nadaljevanju na razglednici leta 1905, bi prejšnja fotografija, skratka, na te dve stavbi sem hotela opozoriti, zato sem hotela nazaj povrteti, pa mi ni uspel. Definitivno za ta pogled vemo, da je Vodnikova cesta. V današnjem času bi na koncu te ulice bil odcep na Skopoljevo ulico,
Zdaj vidimo, da stavbni fond bolj ali manj po masi ostaja isti, pa zasnova ob cesti ista, ampak seveda je v skoraj 120 letih do danes vseeno kar nekaj sprememb. Je pa ulica še vedno prepoznavna. Na naslednje razglednice so v bistvu služijo tej neki plastični predstavitvi, kako so v bistvu stavbe in ceste in ljudje in ta okolje izgledale na začetku 20. stoletja. Hiše so bile večinoma pritlične, tiste z malo več kapitala dvornadstropne. Ta pogled je zanimiv s cerkvijo svetega Jerneja, oziroma staro cerkvijo, ki gleda proti mestu. Še vedno leto 1928 vidimo konjske vprege, sicer elektrika je že prisotna, kar verjetno okrog 1910 skoraj sigurno ne. Na desni strani pa je prikaz današnje pozidave. V primerjavi z zgornjo vidimo, da se je precej popolnilo in spremenilo. To so pogledi z ceste pod gozdom, oziroma poti na Bellevue. Zgornje tri so približno sočasne, v ozadju že vidimo spodnješiški osnovno šolo Spodnja Šiška, ki je bila zgrajena 1908. Med prvima razglednica je v bistvu razlika samo v tem, da je ena kolorirana, druga črno-bela, medtem ko na naslednji, ki bi ne bila iz leta kasneje, že vidimo določene spremembe. Po letu 1932 že vidimo cerkev svetega Frančiška Asiškega v ozadju, namreč točno leta 1932 je bil zvonik dograjen. To so v bistvu neke reference v prostoru, po katerih lahko tudi razglednice, ki niso datirane, približno umestimo. Ta je današnja Tržna ulica, ki se izteče v Aljaževo ulico, in spodaj spet pogled iz te poti na Bellevue na ta isti del Ljubljane. V zgornjem levem kotu je z rdečo označeno območje varovane Vodnikove domačije. In pa potem v bistvu so navedeni objekti, ki so varovani v sklopu Vodnikove domačije. Doslej nam je iskreno najbolj uspelo ohraniti ravno Vodnikovo rojstno hišo. Gospodarsko poslopje, ki je prav tako v območju, je bilo v 90-ih oziroma v začetku 2000 neustrezno predelano z neustreznimi posegi. Hiša, ki je desno, ki je še prav tako v območju, pa je nekako ostala takšna, kot je, celo s polkrožnim portalom, kakršen je bil verjetno pred večjimi gradbenimi posegi tudi na Vodnikovi rojstni hiši, vendar je 1880 takratni lastnik Jakob Matjan precej preuredil izgled stavbe. To je nekako prikaz razvoja objektov, kjer se ne bom ustavljala, ker smo se pri vsakem že posebej prej. To je pa verjetno, te dve fotografiji sta doslej najstarejše upodobitve Vodnikove rojstne hiše pa gospodarskega poslopja v ozadju iz začetka 20. stoletja. Tu je bil, se pravi za ta čas, kot rečeno, vemo, da je bil še vedno lastnik in gostilničar Matjan. Iz časopisja sočasnega izvemo, da je bila njihova gostilna precej obiskana in živahna. Namreč, to še nisem povedala, seveda verjetno tudi že vsi veste, to je bila nekdanja furmanska gostilna, se pravi v času, ko je to gostilna pri Žibertu. Vodnikova gostilna je bila prav tako furmanska gostilna, to ogromno dvorišče je v bistvu tipična zasnova neke furmanske gostilne. Konji, lastniki so šli v gostilno, konje je bilo treba prevezati in oskrbeti, zato to veliko dvorišče. Ustavljali so se trgovski potniki iz mesta proti Gorenjski in obratno, zato je verjetno bilo dogajanje iz tega naslova precej živahno. Meščani večinoma v take gostilne niso takrat zahajali,
Večinoma so sem prihajali sosedje, kmetje, tako da ta gostilna verjetno, sicer je tako kot ostale zasnove tlorisne, ima tudi ta kamro za gostilniško sobo. Gostilniška soba je bila ponavadi urejena podobno, kot bi bila hiša, kot se imenuje v tradicionalni arhitekturi, se pravi z bohkovim kotom, diagonali, potem kmečka peč. V drugih gostilnah, ki so sprejemale boljše goste, je bila tista kamra za to gostilniško sobo v bistvu rezervirana za malo boljše goste, ampak tukaj skoraj sigurno temu ni bilo tako. Je pa bil v uporabi tudi ta gostilniški vrt, paviljona na teh, vrtnega paviljona, ki je danes rekonstruiran po zadnji obnovi, na teh fotografijah razen na eni nikjer ne vidimo, ker so vedno te frontalne pogledi in skoraj nikoli ni iz te strani. Po tipologiji bi ga lahko uvrščali konec 18. ali pa prvo polovico 19. stoletja, ni pa to ni z nikakršnimi arhivskimi podatki izpričano. Na teh fotografijah pa že po nošah vidimo, da gre za obdobje konec oziroma začetek 20. stoletja. Zdaj pa spet. Hotela sem opozoriti na tale sicer ni dobro razviden, ampak ob Vodnikovih slavjih so, kakor pričajo časopisi, na to fasado, poleg Vodnikove plošče, ki je bila v rojstno hišo vzidana 1858, nastavili Vodnikovo sliko in jo uvenčali z Lovorjevim vencem, in glede na to, da se tlele vidi, da se je na fasadi nekaj zgodilo, je lahko pač to en tak detajl. Ta fotografija je, se pravi, fotografija sosednje hiše s pokrožnim portalom, za katerega sklepamo, da je bil tudi na Vodnikovi rojstni hiši prej, zgornja pa je lesen strop na ajdovo zrno, na katerem je bila v prenovi 1983 najdena tudi letnica 1753. Se pravi, to je kašča nekdanja. Ta je malo kasnejša, se pravi 30. leta, to je potem iztek te gostilniške obrti. To je fotografija, ki sem jo prej omenila. Na paviljonu nad vhodom vidimo napis Pri kamniti mizi. Na kasnejših fotografijah je ta napis na fasadi. Je pa tako, da se iz časopisnih virov ime pojavljata jeziku, je to zum Sternen Tisch. Tako da zdaj točne ločnice poimenovanja gostilne, razen tega, da vemo, da sprva, ko so tukaj živeli Vodniki, je bila to Žibertova, kasneje pa pol Matjanova oziroma Pri kamneni mizi, ne vemo. Vemo pa, da kamnita miza, ki še vedno stoji pred hišo, nosi letnico 1827. Glede na to, da je v tem kratkem obdobju pred 30 leti 19. stoletja posestvo prevzel Valentinov brat Anton Vodnik, ki je tudi zapisal svoje ime na mizo, se lahko sklepa dvoje, da je pač to mizo postavil nek znak prevzema posesti, oziroma vemo, da je bil leta 1825 precej obsežen požar, ki se je začel v Spodnji Šiški, pa se razširil v Zgornjo Šiško, in da je takrat po nekaterih virih 150 poslopij in stanovanjskih objektov bilo poškodovanih. Obstaja varianta, da je tudi Vodnikova domačija, tega zapisa v arhivu sicer nismo nikjer našli, ampak da je bila tudi takrat kakšna poškodba in da je to nek znak oziroma obeležba nekih sprememb gradbenih. To je potem med vojnama, ko vidimo zdaj v primerjavi recimo z prejšnjo fasado, sicer fotografije niso jasne in mogoče ni tako zelo očitno, ampak razlike so v fasadi. Vidi se, da kljub temu, da nimamo zabeleženih v arhivih teh gradbenih posegov, da so se neki manjši posegi tudi vseeno dogajali. Na tej fotografiji
je izrezana v bistvu gospodinja, ki je očitno živela potem, ko to ni bila več gostilna na domačiji. To so razglednice, ki so bile izdane, jubilejne razglednice. To je zdaj ta napis, o katerem sem prej govorila, da se pojavi tudi na fasadi hiše. Ampak mogoče kasneje. Zanimivo, da sta dve plošči spominskega. Nista dve spominski plošči, tle je gostilna oznaka. Zato sem povečala, ker sem tudi jaz najprej mislila, da sta dve, pa nisem nikjer našla podatka, ampak je prav gostilna, druga se spod sicer ne razbere, žal, no. Se pa vidi, da je tle pač ta kamnita miza, ki je še vedno pa klop. Po graji se vidi, da je pač kasnejša. Zdaj, med ugotavljanjem, v katero časovno obdobje pašejo te razglednice oziroma fotografije, smo pozorni tudi na take stvari, kot je ta lipa, ki stoji na vrtu, ki je pri zgodnejših še ima manj obsežno deblo, nižja je, medtem ko pri teh kasnejših je že precej razrasla. Danes je žal ni več, ampak je nadomeščena znova, po zadnji prenovi. Poleg te lipe so v virih navedeni tudi 4 kostanji, ampak na eni izmed kasnejših fotografij, ali pa mogoče smo šli že celo mimo, se pa vidi, da je bilo teh dreves vseeno še več, ker to je bil gostilniški vrt z mizami in so verjetno si želeli imeti senco. To je pa potem, se pravi, stanje, ko ni več gostilne, ko so hišo predelali v stanovanjski objekt, se pravi druga raba. Prostore so takrat provizorično uredili z nekimi pregradili s tanjšimi stenami, zato da so pridobili več teh prostorov. Tu bom zdaj šla kar malo naprej. Zdaj, te fotografije se po desetletjih spreminjajo. Za zanimivost ozadje, kako je pač v tem času izgledalo še gospodarsko poslopje. Zdaj, če ste bili pozorni, ko ste prihajali, ste videli, da je precej drugo stanje. Tle recimo ta izobešeno perilo tudi kaže na to stanovanjsko funkcijo. V ozadju vidimo že kurilnico, ki je bila verjetno ravno v tem času za stanovanjske potrebe zgrajena, in pa več pogledov na osnovni objekt rojstne hiše. Zadnja fasada, ker to so zdaj pa niso več razglednice, ampak so v bistvu dokumentarne fotografije, ki jih hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine. Se pravi, okrog 80. je občina sprejela odločitev o celostni obnovi. Kot rečeno, 1979 je odkupila rojstno hišo z namenom, da se v njej odvija zgolj še kulturna dejavnost. Zdaj, za 3 leta je v bistvu trajalo do dejanske obnove, ker je bilo potrebno teh 6 stanovanj, ki so bile takrat v hiši, izseliti. Tako je izgledala notranjščina pred to celostno obnovo v 80-ih. Se pravi, kot je bilo to značilno tudi za neke druge boljše hiše, pa vdove v teh časih so bom rekla, delali s tistim, kar so imela, so neke hujši posegi niso bili, ampak provizorični posegi. Na tej fotografiji se, ko je oluščena fasada, dobro vidi, da je hiša v bistvu sestavljena iz 2 delov. Ta kamnita pozidava je seveda starejša od delu, kjer je bila kašča. Na tej fotografiji je tudi vidna nekoč zazidana odprtina, ki je pa danes prezentirana na fasadi. Zdaj, Matjan, ki je bil tukaj gospodar, tudi vemo, da se je ukvarjal z opekarstvom oziroma prodajo opeke. Ta del je pač cel opečen. Glede na to, da je na portalu izpisano njegovo ime in letnica 1880, se je v tem delu dejansko v tem času marsikaj dogajalo. Zdaj ne vem, če ste bili pozorni, bom poskusila iti nazaj. Mansarda je pred obnovo še vidna s to farčado, medtem ko po obnovi je ukinjena. Na vseh teh fotografijah iz začetka ali pa konca 19. stoletja je ta mansarda že prisotna. Zdaj podatka o tem, kdaj je bila narejena, žal nimamo. Se pravi, to je tudi še
posamezni detajli iz časa obnove. Predvsem so med to obnovo zasledovali idejo o statični sanaciji, se pravi, stene so bile injektirane, gank je bil odstranjen na zadnji fasadi. Na določenih fotografijah se vidi tako kot ta obok, ki je zdaj odprt, kako so v nekem obdobju ga pozidali. To je recimo veža z drugačnim tlakom, kot je danes po obnovi, pa je bil vmes pred zadnjo obnovo, in pa ta tipična pozidava oken. To je potem objekt po obnovi. Kar lahko zdaj opazimo, je, da se v bistvu zaradi lastništva dvorišče, v tem delu sicer je šla prej ograja od vrta, ampak lastništvo se potem sčasoma pojavi po sredini dvorišča prepreka. Mislim, da je tam na tej fotografiji že ta plot tisti, ki pove nadaljnjo zgodbo, ki je žal tudi pri zadnji celostni obnovi, kar se tiče zunanje ureditve, ni prišlo do celotne ureditve enotne dvorišča. To so pač barvne fotografije iz leta 1997. Ta se mi je zdela povedna zaradi vse zasičenosti prostora, pa zaradi gospodarskega poslopja, ki je popolnoma drugačno, kot če se spomnite na prejšnjih fotografijah. Kar je pač velik dosežek te zadnje prenove, je tudi v bistvu prečiščenje tega prostora dvoriščnega. Se pravi, to je pač zadnja slika po zadnji prenovi, ko se 2020 mestna občina odloči za ponovno celostno obnovo, kjer je predvsem spet statična sanacija, glavni cilj pa požarna varnost, univerzalna dostopnost. Prenovo je vodila kolegica Damjana Pediček-Terseglav iz naše območne enote. In v bistvu v tej zadnji prenovi je v primerjavi z prenovo iz 80-ih, ko so bili konzervatorski principi precej drugačni, kot so danes, prišlo do nekih korekcij, recimo cementni omet je bil nadomeščen nazaj z apnenim, kot je bil prej, in pa predvsem to prečiščenje prostora. Žal lipa se ni ohranila, ampak kot rečeno je bila zasajena na novo, medtem ko vrtni paviljon je bil rekonstruiran, podrt in rekonstruiran. Mogoče sam še o tem vrtu, ki ga imamo glih na tej fotografiji. Po nekaterih virih naj bi bil tukaj sedež šišenske čitalnice, ampak jaz nikjer nisem zasledila, da bi bil dejansko tukaj sedež. So pa v bistvu čitalničarji imeli letne prireditve na tem vrtu, ki so se kasneje v bistvu v nekih pevskih prireditvah čez desetletja zvrstile na tem vrtu. Tudi, ko je, mislim, da 1887 so češki pevski zbori množično prišli v Ljubljano, so jih pripeljali na Vodnikovo domačijo. In tudi, če je recimo čitalnica imela v čast praznovanja Vodnikovega rojstnega dneva, kje drugje prireditev, se je dostikrat potem slavje zaključilo na tem vrtu pred Vodnikovo domačijo. Kot rečeno, tudi v času, ko niso bili več lastniki Vodniki, tudi v času, ko je bil tukaj lastnik Matjan, in do 30-ih, ko je bil lastnik Pogačnik. To bi bilo za danes to. Hvala za pozornost. Hvala.